Imamo na vrsti še eno tako zanimivo, lahko rečemo motivacijsko predavanje, kajti naslednji gost zagotovo predstavlja marsikomu lahko tudi motivacijo. Z nami je namreč Simon Marčič. Če kdo spremlja Rally Dakar, ga zagotovo pozna. Simon, dobrodošel. Lep pozdrav. In imamo eno tako zgodbo, ki je na nek način tudi povezana z asfalti in površinami, čeprav tvoj domači je bolj pesek, ne? Kot rečeno, si znan kot vztrajnostni dirkač, motokrosist. Že kar dolgo zastopaš barve Slovenije na eni najzahtevnejših preizkušenj na svetu, torej na Rallyju Dakar. Prihajaš sicer iz Maribora, tvoja športna zgodba pa je, lahko rečemo, zgodba o vztrajnosti, predanosti in psihični moči. Ampak da nekje začneva, oziroma zelo zanimivo mi je bilo, ko sem videla, da si nekje rekel, da šport si ne izbere, šport izbere tebe. Jaz sem te pa hotela vprašati, kaj te je potegnilo v svet rallija. Je to, si imel rad motorje, tako kot vsi majhni fanti, ali ta von bencinskih hlapov, ali kaj te je pritegnilo v svet rallija? Ja, lepo zdrav prvo vsem. Ja, res je v bistvu zvok motorja, von bencinskih hlapov, vsi smo začeli, vemo, Tomosi, dvotaktnimi motorji, mešali tisto olje, benzin in ja, to me je v bistvu vleklo od nekdaj, ampak jasno, ko sem bil mlad, te možnosti ni bilo, tako da. Potem kasneje, ne? Ampak Tomosa do takega motorja je kar dolga pot, ne? Ja, nekaj je, preorane ledine bilo vmes, prevoženih cest na začetku predvsem, ja, pa tudi večinoma terena, ja, res je. Ampak kako prideš do tega, da rečeš, jaz bom pa voznik Rally Dakarja, najtežje vzdržljivostne dirke na svetu? Ja, jaz bom rekel tak, mislim, da pri nas je bil tisti Miran, ki je ta vrata odprl. Miran Stanovnik, ja. Ja, tako, Miran Stanovnik, jaz sem videl njega, ko sem star morda 10 let, posnetke takrat na Pop TV oziroma na eni od televizij in sem rekel, to bi tudi raz rad nekoč. Jasno, sanjati sem mogel te sanje 20 leti, da sem do tja prišel. Vmes sem jih večkrat opustil, ker enostavno so bile ali preveč oddaljene ali kakorkoli, ampak ja, na koncu, če gori želja, če gori dovolj močno, bo zagorela potem. To pa bo. Ampak če zdaj pogledaš na vse tvoje dirke, kličejo te tudi legenda Dakarja, ker si bil že 11-krat na tej dirki. Recimo s prvimi začetnimi koraki v Rally Dakarju, pa danes, ko si že med izkušenejšimi vozniki? Ja, Dakar Legend, to je v bistvu naziv, ki ga dobiš, ko nastopiš 10-krat od organizatorja, tako da od tu to prihaja. In ja, nisem se iskreno povedal nikoli mislil, da bom lahko tako daleč kadarkoli prišel, moja želja je bila 2-krat, 3-krat nastopiti, ampak ja, potem postane to na nek način odvisnost in brez tega ne moreš, tako da tudi Božič dobi zelo drugačen pomen, ker je pač vedno v januarju, tako po Božiču. Aha, se pravi, tudi takrat običajno tudi že malo treniraš, ne? Takrat že v bistvu nehaš, takrat je tisti počitek pred dirko. Aha, takrat moraš, koliko dni recimo počitka je, preden greš dejansko na dirko? Recimo zadnji teden, zadnjih 10 dni so treningi, bom rekel, bolj ohlapni oziroma moraš drževati tisto, kar si prigaral, zadnje 4 mesece so zelo intenzivni, tako da zdaj sem res v tistih intenzivnih pripravah, potem pa ja, zadnji teden je mogoče vse skupaj zato, da se telo upomore nazaj in da lahko tisto, kar si na treniru izkoristiš, tako da tisti zadnji teden je bolj na off, ja. No, ti seveda večino časa preživiš na pesku, pa tudi v tujini po drugih cestah. Kaj pa, ko se vrneš domov na slovenske ceste, kakšna je primerjava? Ja, moram reči, da kakorkoli zadnjih 10 let, 15 morda se je res stanje izboljšalo, moram reči, prej vsi vemo, da smo v šali vsi rekli, da slovenska cesta je sama jama, ne. Tako da danes je to, bom rekel, občutiš razliko? Ja, jaz jo, verjetno tudi vsi tukaj v dvorani lahko po mojem to potrdijo. Naše ceste so zagotovo veliko bolj kvalitete, tudi dosti smo jih zgradili, naredili avtocestni križ in tako naprej. Tako da, ja, tudi včasih smo vedno šli v Avstrijo, ne, so rekli, kakšne ceste imajo oni, ne, kakšne imamo mi. Pol Avstrijci so se tudi, vem, da hvalili, ne, ko si šel iz recimo Maribora v Graz, so bile ceste celo betonske, ne, potem so ta beton vrgli ven, je danes asfaltirano, ne, ker je vedno se čutil teke, tako ko je bil beton štuklan, ne, tako da ja, mogoče se trend obrne, ne. Kako zelo drugačen pa je recimo prijem na asfaltu ali pa pesku, recimo, mislim, vem, da je velika razlika, ampak kaj bi najbolj tudi vsak laik občutil?
Ja, pač na asfaltu, bom rekel, tam deluje vse skupaj prijem na tako eno lateralno trenje, se pravi na trenje med na silo lepenja ali silo trenja na terenu, gre na čist drugo, ne, gre na uprijem, v bistvu, če pogledamo že gumo na tem motorju, ne, gre za, se pravi, profil štople, ki se zarijejo v teren, tudi samo je manje ovinka oziroma sama linija je precej drugačna, ne, se pravi, tam vedno pospešuješ že na začetku sploh na mivki, na začetku ovinka, da neseš to hitrost skozi, da motor v bistvu splava, na asfaltu je to malo drugače, no. Na terenu tudi ni takih nagibov, vse delaš v bistvu z drsenjem zadnjega kolesa, kar na asfaltu ne, tako da je kar nekaj razlike. No. Je, ne. Ampak ti kot, ker si veliko na cesti, veliko na dveh kolesih, ne, čutiš razliko med dobro pa slabo cesto? Ali pa bom rekla dobro in slabo podlago. Ja, absolutno. Ja. Tudi v zadnjih letih testiram, sem testni voznik za podjetje Mitas, se pravi gumarja, veliko testiram tudi cestnih pneumatik in ja, tudi tu se vidi, da imam dobre pogoje, ker so ceste boljše, recimo zdaj lahko testiram tudi recimo konkretno na Pohorje po asfaltu, ker je zelo dober asfalt, zelo dobrim oprijemom in dobim dobre podatke tam, prej je to trebalo vedno hoditi nekam, bom rekel. V tujino. Ja, ali v tujino, ali kamorkoli, ne vem, težko, mislim, zdaj vem, no, da je, ampak spomnim se, kak je bilo včasih, cesta na Pohorje je bila, tako sem prej rekel, sama jama, 10-15 let nazaj, danes pa je to malo lepa. Drugače. Lepa. Ampak kaj bi rekel, to je pa dobra cesta? Kaj definiraš pod dobro cesto? Predvsem to, da ni teh lukenj, teh razpok, ki jih naredi v bistvu vreme, da je oprijem dober, da ni tudi preveč zbrušen. Vemo, da recimo na Primorskem je vedno asfalt zelo gladek. To sem se tudi sam dolgo spraševal, zakaj to naredijo, ali to od sonca ni, ne, ceste na Primorskem dosti dlje zdržijo, ker enostavno ni asfalt vedno najbolj naje vreme, se pravi v razpoke, prije voda potem zmrzne in naredi tiste lukne, tako da ja, jaz bi rekel na tem, da je prava struktura, da ni pregrob, dosti krat se na dirkališčih to vidi, no, ko priješ ali na Grobnik, recimo, ki je nam najbližje, ali pa v Italijo, ne, je velika razlika kvalitete asfalta. Je, ne. Lahko se pravi, asfalt je lahko dober ali slab, ne. Ja, imel si res kar nekaj dobrih dosežkov, med tvojimi največjimi so tudi 5. mesto v skupnem seštevku, tekmuješ v razredu Original, ne, to je bilo leta 2021, pa zmagal si v 10. etapi svojega razreda, ne, 2023 in številni, ne, drugi uspehi. Pa te še žene, ne, še tista želja po zmagi, po še dokazovanju, da še zmoreš. Ja, res imam še neke neporavnane račune. Rezerve, ne? Tako da ja, letos imam, bom rekel, nov veter v jadra z novim motorjem, z novim proizvajalcem. Po, v bistvu, po 11 letih zapuščam avstrijskega proizvajalca, enostavno, ja, Dakar postaja globalno vedno bolj prepoznaven, zaradi tega, bom rekel, te note, da ljudje vedno bolj bežijo, bom rekel, so željni teh avantur. Kar pa je recimo v Saudski Arabiji tudi zelo zanimivo, če smo že glih pri asfaltu, tukaj imamo zelo dosti, se pravi, povezovalnih delov, ne, tisti, ki mogoče manj veste, kako reli izgleda, se pravi, vedno je sestavljeno iz dirkalnega dela in pa iz povezovalnega dela etape. Prej je to, predvsem v Afriki, je tudi povezovalni del bil vedno na terenu. Danes v Saudski Arabiji, jasno, država nafte, vlijejo asfalt, če je treba tudi 200 km puščavo. Tako da zelo dosti prevozimo no, po asfaltu. Tam je sicer hitrost omejena na 110 km, ampak vseeno smo ogromno, skoraj pol časa, 40% na asfaltu. Na asfaltu, ja. Se pravi, tu je precejšnja razlika v primerjavi recimo 10 let nazaj, ne? Ko je bil samo pesek večinoma, ne? Oziroma je bilo tega asfalta precej manj, ne? Ja, res je, 10 let nazaj mogoče niti ne, toliko je bilo še v Južni Ameriki, tam je že bilo nekaj asfaltiranih cest, nekaj ne, v Afriki pa je bilo praktično vse terenno. No, ampak priprave na Rally Dakar zagotovo niso samo priprava motorja, ne? Tudi ti kot voznik moraš biti zelo dobro fizično pripravljen. Danes zjutraj sem slišala, ko je Simon pripeljal motor že zjutraj, potem je pa skočil do Krvavca, pa šel 2-krat na zvok gor pa dol turno, da je malo zdrževal kondicijo, ne? Da ni posedal cel dan. Mislim, moraš biti kar v kondiciji, ne? To prevoziti Rally Dakar ni hec, ne? Ja, bolj pomembno je, bom rekel, da imaš kilometre na kolesa oziroma hoja v hribe je zelo dobra stvar kot same ure. Tako, kot same ure na motorju. Ure na motorju so pač, bom rekel, tam piliš tehniko, seveda mora biti telo navajeno,
tako da čez leto res moraš imeti določeno zadostno število ur, ampak kondicijo pa nabiraš vedno izven motorja, bom rekel, tudi s tem eliminiraš možnost poškodb in tako naprej, ne. Ker vemo, probali so tudi tisti, ki so zelo dosti bili na motorjih, seveda, če jim je ratalo sezono odpeljati brez poškodbe, so bili zagotovo zelo hitri, ampak običajno se je klavrno končalo, ne, ker je slej ko prej se je nekdo poškodoval zaradi preobilnega treninga, ne, tudi če si preutrujen, mislim, je potem zelo velik problem, ne, slej ko prej se zgodi poškodba, tako da. Ja, veliko je odstopov zaradi poškodbe ali zaradi okvare motorja, to se je tebi tudi zgodilo lansko leto, ne, ko si moral odstopiti zaradi okvare motorja, ampak tekmuješ po razredu Original, ne, kjer si one man band po domače rečeno, to pomeni, da ko se nam pokvari avto, pokličemo vlečno službo, avtogreh, mehaniko in podobno, ti pa si za vse sam, torej, če se kaj zgodi, moraš znati popraviti motor, mislim, kako to izgleda v praksi, če se kaj zgodi, mislim, a lahko vse sam popraviš? Ja, na etapi smo dejansko tako ali tako vsi sami, ne? Vsak dirkač je sam, res pa je, da tovarniški vozniki imajo običajno, bom rekel, zelo strukturirano, se pravi, kdo je v ekipi tisti, ki lovi zmago skupno in kdo so tisti, po domače povedano, waterboyi oziroma tisti, ki morajo potem odstopiti del ali celo vleči tekmovalca v cilj. Mi smo sami, ampak teh je zelo malo, ne? Teh je mogoče od vseh 150 motoristov, morda 10 tistih, ki imajo to pomoč ali pa celo kamion, ampak če se njim zgodi kakšna resnejša okvara agregata, so tako ali tako za skupno zmago izločeni, kar v bistvu ne igra neke vloge. Je pa res, da potem, ko pridejo v bivak, se pravi po koncu etape, imajo seveda tam ekipo mehanike, v mojem razredu to ni dovoljeno, ne, se pravi, moraš se sam. Tako, sam moraš pripraviti motor za drug dan, zato je tudi veliko več taktike, na sami etapi ni toliko pritiska, ne moreš voziti na 100%, ker s tem tvegaš poškodbo, karkoli in ja, že če se nekaj res okvari, boš potem popravljal motor pozno v noč, spal posledično manj, načeloma drugi dan potem vedno zgubiš več, kot si s tistim tveganjem pridobil, tako da bolj prvinsko je in jasno tudi dosti težje, ampak morda malo bolj z glavo se je treba lotiti. Se pravi, ni dovolj, da si entuzijast pa dobro fizično pripravljen, brez avtomehaničnega znanja na tej dirki sploh nimaš kaj delati, ne? Ja, res je, v mojem razredu dejansko ne, pa tudi v katerem koli, ne, moraš poznati neke osnovne motorje, moraš vedeti, kaj se lahko zgodi, kak se lotiti, recimo, če ti odpove, vemo, da, ne vem, meni se je že zgodilo, da se mi je odtegnil zadnjo kolo, jasno s tem je potem začela os zadnjega kolesa lezti ven, to je bilo tako, je bilo nemogoče končati, pol se moraš znajti, sem pol to s neko žico pritrdil, tako da to ni lezlo ven, ja, marsikaj moraš narediti na poti, da priješ v cilj, no. Se pravi, tudi iznajdljivost, ne samo tehnično znanje, ne. Ja. Tukaj zdaj že povezuje v svet ekstremnega športa s svetom inženirstva, kakorkoli obrneš, ne. Moraš biti tudi malo, ne, tega inženirja, če tako rečem, ne, na motorju. Ampak kako pa dobiš recimo to tehnično znanje? So te pač motorji zanimali že od malega in potem nekdo te moral naučiti, da si se tu pač naučil se šraufati in popraviti, ne, sam svoj motor. Ja, jaz sem, sicer nisem avtomehanik, srednjo šolo sem naredil gimnazijo, sem pa potem študiral strojništvo, tako da sem strojni inženir. Me je pa vedno to se zanimalo, tudi na začetku, ko sem začel dirkati, jasno, nikoli ni bilo denarja za mehanike, ali si boš motor pripravil sam, ali pa pač na dirko ne boš šel. Tako je vedno bilo, še prej sem začel sploh z Dakarjem, tako da z tega pol dobiš znanje, izkušnje, tudi na treningi dostikrat ostaneš sam, pač tudi si na koncu dneva 5, 10, 20 km od doma, ne, ni vedno nikoga, ki ga boš poklical s kombijem, prije po tebi, mogo se znajti, priti domov in ja, marsikaj smo že delali, no, da smo se privlekli, tako da to pol zagotovo koristi, ne. Ker tudi psihološko, ne, praviš, da si sam za vse, sam dirkaš, sam popravljaš motor, sam delaš taktiko, moraš biti kar psihično trden. Ja, psihična priprava je skoraj bolj pomembna, bom rekel, mislim bolj pomembna, če fizično neš pripravljen, jasno končal ne boš, ampak na drugi strani pa tudi mentalno, če nisi dovolj močan, jaz sem srečal že ljudi 6 feet tall, 2 metra visoke, pa 130 kil, ki so jokali kot otroci, ne, ker jih je enostavno zgrabila panika pred samo puščavo, ne zdaj, da so imeli, oziroma ja, šlo je za okvaro motorja in
človek je v tistem momentu dobesedno zatrokiral, pa praktično danes skoraj da ni mogoče, da bi te tam pozabili to, kar se je dogajalo v Afriki, pa še v Južni Ameriki. Da bi kar ostal sredi dirke. Ja, ker enostavno imamo toliko 3 ločene sisteme, po katerem nas organizator sledi, potem tudi satelitski telefon, tako da res zelo vala možnost. Mislim, jaz si ne znam predstavljati, kako bi to naj bilo, ampak konce, ja, motor je crkno, malo se zgubil, malo bil ven iz poti in enostavno, ja, mogel sem po noči povedano primazati klofuto, da se je umiral, da sem mu bolj razložil, gledaj, helikopter bo tu čez 5 minut, pritisni zeleno tipko, tako kot so ti povedali, ne, in ja, zelo je pomembno to, da si trden, da veš, da te ne zgrabi panika. Je pa to prvič najtežje, potem z izkušnjami, jasno, je dosti lažje. dosti Kako je lažje. bilo pa včasih, ko praviš, so kar koga pozabili, se je pokvaril motor, kaj je ostal tam sred puščave? Ja, še na zadnje se je to zgodilo nedolgo, mislim, zdaj je že 10 let od tega, 2015 ali 2014, pač prvo pravilo je, vedno moraš ostati zraven dirkalnika, ali je to avto, ali je to motor, ker tisti dirkalnik je tisto, kar pošilja signal. Človek se je takrat odločil, zdelo se mu je, da je nekaj kilometrov nazaj videl vas, mislim, da mu je stalo brez goriva, šel je peš po gorivo, nekaj kilometrov, po njegove zgubil se je, zalutal je in zmrznil, po domače povedano, tako da po nekaj dneh so ga komaj potem našli, žal se to dogaja. Zato ni zastonj, ostani zraven svojega vozila ali motorja, ne? Ja, zdaj, če bi moral zbrati eno stvar, ki jo mora imeti tako dober voznik, kot če se poheca v dober asfalter, kaj bi rekel, kaj je tisto? Ja, predvsem, evo, danes smo slišali tu dosti, mislim, da predvsem predanost temu, kar delaš, da si kakorkoli z dušo zraven, potem je vse lažje, ne? In če bi recimo Rally Dakar ena etapa potekala po Sloveniji, tako kot se govori za Tour de France, ne, da ne bi s časoma to preselili tudi malo na slovenske ceste, si predstavljaš, kateri del Slovenije bi to lahko bil? Ja, recimo za terenski, se pravi dirkalni del, recimo, da bi ga prvo z današnjim peza bi zagotovo naredil nekje po tem vojaškem poligonu Poček, tam imamo, nedavno sem zvedel, da več kot 100 km terenskih poti, pa tudi ceste do tja so zelo lepe, vemo, čez morda bi vključil del avtoceste, pa potem cesto naprej proti Počko, v bistvu mimo Postojne, tudi tam je zelo lepa cesta, ne, to bomo moče sogovorniki vedeli več povedati, tam je celo nek poseben asfalt, ki naj bi imel vmešano gumo, ne vem, koliko je to res, tako pravijo, da Postojnske ride, ne, kot jim pravimo stara cesta, se pravi je Logatec Postojna, je tako imelo slovensko dirkališče, ki ga sicer nimamo, ne, in tam naj bi bil vmešana neka guma v asfalt, ki daje dodatno prijem. A pa je to res, a kdo ve? Ja, je to res, evo, da kar vprašam, če kdo ve. A je to zdaj mit ali resnica? A je res umešana guma v asfalt? Noben ne ve. Je? Ja, tam imamo, dvigne roko. Aha, super. Hvala, da se v drugi člako pohvala, ko gremo tja. A ni? Aha. Super, hvala lepa. No, da zdaj vemo, da kaj je mit, ne? Ja, kakšne so priprave za letos? Kaj je drugače ali po 11 prevoženih Rally Dakarjih zdaj že veš, mogoče kaj moraš, kje je še tista finesa, ki jo moraš dodati, da boš še bolje pripravljen, ali na koncu vseeno ni vse odvisno od tebe, ne? Tudi motor mora sodelovati s tabo, ne? Ja, ne, bom rekel, da zelo drugačne, tako bom rekel enostavno, starejši sem 10 let, kot sem bil, kot moj nekak strategija je vedno bila, bom rekel, ruski način, se pravi, idi pa goni motor, bicikl, karkoli je, dokler ne padeš skup, potem je bil trening dober, enostavno v letih to več ne gre, telo zahteva regeneracijski čas je daljši, tako da letos sem mogel zelo spremeniti. Že lani sem videl, da tak po tem sistemu ne bo šlo naprej. Zdaj pa sem zelo spremenil, se pravi, dosti bolj strukturirano je. Vsi treningi so dosti bolj strukturirani, tudi recimo to, da sem danes šel v hribe, jutri moram zelo paziti, da jutri ne naredim podobnega treninga, da se telo spočije. Da sem potem v vikend je običajno motor, ker so proge odprte, cross proge, ki jih v tem času najbolj koristimo, no, ko sem tu še doma po zimi. Ker kondicija, ne, to smo se prej pogovarjala, ne, ker potem, ko dejansko poteka Rally Dakar, ti si večino časa na nogah, mislim, ne sediš na motorju, ne, to sem hotela reči. In če nimaš kondicije, si ne predstavljam, kako cel dan stojiš na motorju, ne. Res je, bom rekel 70-80% časa stojiš, vseeno pa je zelo pomembno, da se vsedeš. Recimo lani sem
žal mogel končati, ker sem zlomil bilanco pri padcu. Dakar je tudi postal zelo, dosti bolj varen zadnja 5 let. Imamo te airbage, se pravi napihljive jopiče. In jaz prva, se pravi lani, ko sem imel zelo velik padec pri hitrosti čez 120, je bila trtica tisto, ki je, hvala Bogu, ni bila zlomljena, ampak tam je bilo največ bolečine in potem, recimo, ko sem se v dirko, zdaj je novo pravilo, ki ga dobiš tudi, ko si Dakar legenda, se pravi pravilo, ki se reče experience, torej, da se lahko po nekončani etapi vrneš v dirko, spustiš lahko do 2 etapi, jasno, pribitek je enorm, tako da za skupno zmago si izključen, lahko pa zmaguješ etape, lahko se boriš za dobre rezultate in s tem za neko, mislim, delaš trening naprej. In prvi dan je bilo praktično, nisem moral sedeti, ko sem se po 2 dneh vrnil in hotel sem dobesedno stati vseh 100%, kar je pa dejansko nemogoče. To pa ti noge potem podre, tako da zelo pomembno je, da se usedeš, ampak res za tistih 5 sekund, morda 10 je ogromno, no? Koliko vpliva. Ja, če si tako poškodovan, potem ne gre. Ne? Kaj pa recimo, če se zlomi, rekel si, da si zlomil balanco, ne, oziroma krmilo, ne smeš potem zamenjati tega dela motorja, ali kako je to? Lahko ga, ampak meni se je to zgodilo sredi etape. Sredi etape balance zdrave nimaš, če bi jo imel zraven, bi jo lahko zamenjal, seveda, ampak nihče nima bilance, bom rekel, na rezervi. Tako da ja, sem poizkušal, bi se tudi to že dogajalo, če bi bilo to na koncu etape, sredini etape, ampak meni se je zgodilo praktično to na začetku, tisti dan sem imel še 650 km za odpeljati, to bi bilo z eno roko ne, ampak sicer pa smo že delali, dali noter razne palce, pa ključe, zavezali z vezicami, da je nekako bila bilanca toliko funkcionalna, da si lahko imel sklopko ali gas, pa potem vozil z eno roko, ne, to neko kratko razdaljo, recimo do 100 km terena gre, več pa zelo težko. No. Se praviš, današnji Rally Dakar je skoraj polovica tudi po asfaltu, ne, polovica še vedno na pesku, bolj je varen, kaj se je še spremenilo? Je tudi bolj drzen ali kako zelo drugačen? Ja, postal je, bom rekel, prej so bile hitrosti večje, ampak s tem je bil Dakar morda manj zahteven fizično, ne? Se pravi, etape so bile dolge, približno isto kot so danes, s tem, da je bila poprečna hitrost neprimerno večja. To je pa zdaj dobro ali slabo, ne? Dobro v tem smislu, ker je etapa prej končana, se pravi, če je poprečna nad 100, po terenu narediš 500 km v 5 urah ali manj, ne? Danes pa je poprečna, včasih na etapah, če se pine pade tam na 60, morda 70, ne? Ampak so pa postali motori, tu je veliko lažje zaradi tega, prostorine so omejene na 450 kubikov, tako da meni iskreno je super, da ni prevelikih končnih hitrosti, ker je s tem tudi na nek način bolj varno, ampak fizično bolj zahtevno. Ja. To pa je. Še to me zanima za konec, to si zdaj posebej za ta dogodek ga očistil, ne? Verjetno motor ni takšen. Ja, res je, to je zdaj, tako sem prej omenil, sem zamenjal proizvajalca, tako da sem dobil 2 motorja, en je že poslan zdaj na ladjo na Rally Dakar, ta pa je drugi, ki je testen pa trening motor, tako da ja, ni še bil prav v terenu, iskreno povem. Kateri dan je štart, da vemo, kdaj bomo spremljali novice, kaj se dogaja? 3. januar je štart, 3. do 17. letos. Se pravi, silvestrovanje zate bolj, ko ne odpade? Ja, že zadnjih 12 let. Dobro, boš kasneje nadoknadil, navijamo tudi letos. Eno super dirko želim in dober Rally Dakar in seveda dobro uvrstitev. Ne, po toliko letih zdaj imaš to samo, da so še vse zvezde naklonjene. Ne? Ja, res je, hvala. Upam, hvala lepa, Simon, za današnji obisk. Hvala. Srečno. Super. Hvala lepa. Odlično.